bolj ko delaš in vlagaš blagovno znamko, kar pač je vizualna podoba, bolj je prepoznavno, večja, tudi bom rekla, največ se pozna v današnjem svetu, mislim, največ je kar pomemben faktor, kak igralci doživijo, ker posredno igralci danes ogromno preko social media objavljajo iz garderobe, iz hotela, iz hodnikov in nekdo, ko to spremlja, bo tudi videl, da je tega v bistvu tako, oni rečejo player experience, izredno pomemben, ker se prenese na publiko in publika pol doživi ta čustva, kupuje več merchandisinga, pardon za angleške izraze, samo težko najdemo neke slovenske za določene stvari. Tako da te stvari so zelo se povežejo. Tudi bom rekla, recimo, koliko potem gostitelj pripravljen v mestih vložiti v fanzono, recimo, zagotovo ti kot gledalcu več pomeni, če vidiš, da si prišel na svoj dogodek, kot da bi bil na enem izmed. Tako da mislim, da je ta učinek zelo pomemben. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Lepo pozdravljeni, ne le nova epizoda, tudi nova sezona Večerovega podcasta Moj uspeh. Da ne pozabim, kar na začetku seveda všečkajte, komentirajte, podelite, predvsem se naročite, da ne boste zamudili nobene epizode. Če kakšno ste, tudi iz minule sezone, seveda se z veseljem še lahko vrtite. Prisotni smo na vseh platformah, Spotify, YouTube, Apple Podcasts in kjerkoli drugje nas je še mogoče najti. Aktualno začenjamo to novo sezono, športno povezano, v bistvu izjemno zanimivo gostjo imamo danes v studiu, to je Žana Vlajosavljević, direktorica projektov Mariborske agenciji Zadrga, nekoč tudi sama aktivna športnica, sicer pa del dua z možem Dejanom, njega moramo omeniti, še večkrat ga bomo danes v pogovoru omenili, ki tedni v tujini skrbi za podobo Eurobasketa, torej Evropskega prvenstva v košarki. Zadrga je bila namreč tudi letos prvič, pa že zdaj 15. leto že sodeluje Zadrga z FIBO, izbrana za skrbnika vizualne podobe prvenstva. Ne samo to, letos je tudi podoba, ki jo gledamo v bistvu delo ekipe Zadrge. Več o tem bo seveda povedala Žana, kaj vse to pomeni, predvsem tudi o siceršnjih podjetniških podvigih in izzivih. Žana, dobrodošla. Hvala lepa za povabilo. Nekako v zadnjem trenutku smo se uspeli ujeti, seveda tudi zato, ker je Dejan v tujini, je z nami samo Žana, ampak evo, ko da bo Dejan tu, bo ta pogovor potekal, tako da z aktualnostmi bova začela, mogoče ne toliko po športni plati, ki je seveda tudi aktualna, ampak spremljaš vse tekme? Ja, jaz jih zelo spremljam, meni je to zdaj najboljši del. V bistvu se kar vživim v ta športni del. Dejansko je največ našega dela že gotovo, tako da zdaj v bistvu smo na teh lokacijah, tisti, ko smo na lokacijah, pa tudi tisti, ki smo v pisarni, uživaš v košarki, pa uživaš na nek način tudi kakorkoli, vsakič, ko vidim delček podobe, točno vem, kjera datoteka je nastala tam in pa je fajn, no. Mislim, fajn je, da imam rada tudi košarko, pa športno splošno, no. Tako da po obeh plateh spremljaš, v bistvu gledaš in na igrišče in vse, kar je ob igrišče, vse, kar se vrti vmes na zaslonih. Kako, dajva biti še kar malo aktualna, kako zdaj izgleda Dejanov urnik, recimo, tam ti potuješ drug teden, se zamenjata z Dejanom, Dejan je že, praviš, 20 dni približno v Latviji. Dejan bo 20 dni, v bistvu imamo tak, da načeloma je Dejan in še 3 event menedžerji, so torej na 4 lokacijah in enako delo opravljajo. Mi smo v bistvu prvi na lokaciji, torej najprej pride Dejan in vsi ostali, ki smo tam, letos sem tudi jaz bila v Tamperah, za prevzem dvorane, hotelov, mestnih središč, fanzone, ko se začne stvari postavljati, torej lokalne produkcijske hiše so odgovorne za tisk in postavitev vseh materialov, digitalnih, tiskanih in tako dalje.
In v bistvu spremljamo postavljanje prizorišča, vseh prizorišč, no, kar so, tako da že tokom postavljanja vidiš, če mogoče je prišlo do kakega problema, da je treba kaj adaptirati. Istočasno so pa tukaj na zadrgi, na stand-byu, če je treba kakšne stvari na novo natiskati, vedno je treba kaj. Moram reči, da je redko kdaj po naši napaki, oziroma da je rekel nikoli, ne, ampak dejansko je res, ta proces traja 2 leti priprave vseh teh materialov, tako da večkrat smo na lokacijah prej. In v bistvu, ko Dejanov dan in od vseh ostalih poteka tako, da prvih 7 dni je norišnica in si res v bistvu celi dan gledaš, kako se stvari postavljajo, pol preverjaš, če je vse tako, kako mora biti, iz estetskega razloga, ali so pravi materiali, ali je na pravem mestu prava stvar. Pač na enem prizorišču recimo približno 5000 različnih datotek, ki so nastale tukaj in so se tiskale tam, tako da je kar, kako naj rečem, logistično, produkcijsko je kar zahtevno. Ko se pa enkrat prvenstvo začne, je pa bolj, kako naj rečem, nadzorovalna vloga. V bistvu smo mi kot del FIBE tam odgovorni za branding. FIBA ima za vsako področje enega ali pa 2 človeka, od TV, media, VIP, nekdo, ko skrbi za ekipe, pač nekdo, ko ima prostovoljce, in vsak ta segment ima materiale, če po domače povem. In tokom prvenstva, če je karkoli vezano na podobo, največkrat je to strani televizije, recimo se vidi nekaj na kameri, ko spremlja igralce iz slačilnice, na igrišče pa vidijo, da mogoče en šot ni optimalen, potem je pač tisti, oziroma Dejan v Rigi, ostali pa zdaj na Poljskem, pa v Cipru, pa v Tamperah so odgovorni za to, da poskrbijo za karkoli je vezano na branding. Tako da do konca prvenstva smo na nek način dežurni za kakršnokoli stvar, ki je povezana z vizualno podobo, torej z blagovno znamko. No, pač FIBA skrbi za to, da ta blagovna znamka na vseh področjih, ali je to, se pravim, v hotelih, ali je v mestnih središčih, največ pa to, kar mi vidimo, je v dvorani, tam, ko mora biti. Bom rekla, v veliki meri je tudi zaradi sponzorjev, ki so prisotni na teh materialih, da je pač stvar tako mora biti. In tudi v Mariboru praviš, ste skozi na stand-byu. Ja, v bistvu imamo WhatsApp skupino, pa včasih malo zalutamo, ne, da so kakšne druge stvari tudi noter, ampak moram reči, da je tudi ta del meni tako zadovoljstvo, res imamo najboljšo ekipo, to lahko rečem, da večina nas že vsa ta leta skupaj dela, tu pa tam se mogoče kdo menja, ampak po večini so sodelavci res jedro tega, tako da ni, mislim, niti težko rečem, kdo vodi, ne vodi, načeloma je čisto vsak člen pomemben in ko se začne odvijati prvenstvo, vse malo odleže, pa tudi vidi se, da jaz imam vse občutek, no, da vsi res uživamo v tem, kar delamo. In se to pozna na koncu, ko nihče se ne izklopi. Tudi tisti, ko bi se lahko izklopili, se mi zdi, da se ne. No, dihate s tem. Ko pa se konča prvenstvo, ko zastor pade, pa si najbolj oddahnete, verjetno. Do naslednjega prvenstva. Ki je v bistvu drugo leto že svetovno prvenstvo. Letos smo prvič dobili svetovno prvenstvo, celotno izvedbo, tako da se v bistvu kar hitro spet začne, ampak je v Berlinu, kjer smo že 2-krat delali. Tako da je malo lažje. Mogoče pa tudi to, da je en gostitelj. Največji zalogaj se mi zdi, da je ravno to, da so zdaj že od 2015 dalje pri moškem Eurobasketu 4 gostitelji, kar pač pomeni 4 organizacijski odbori, 4 lokacije, ko v teh 2 letih obiskuješ, se pogovarjaš z različnimi profili ljudi. Ni tu krovnega organizacijskega odbora, je verjetno. Mislim, FIBA je v bistvu krovni, ampak pol pa so 4 organizatorji. Tako da v bistvu je, meni osebno je ta del najbolj fajn, tudi do prvenstva, ker se spoznaš različne ljudi, zdaj v marsikateri lokaciji se zdaj že kar dobro poznamo, ker so večkrat gostili. Delno sem tudi jaz zato zdaj na Finsko šla, ker sem bila v Helsinkih 2017, pa so isti ljudje, tako da res gradiš na tem odnosu. Počutiš se, da si del neke širše družine, ki pride skupaj, zdaj za moške vsaka 4 leta, za ženske vsaki 2 leti. Tako da. Super.
Ja. Nekaj lažje, verjetno, malo boljše se počutite, malo bolj ste verjetno mislim, zdi se mi, da res se ti povrne, kako naj rečem, zanimiv projekt je, mi imamo agencija je kot agencija kreativna, dizajnerska, ampak ta projekt, to sodelovanje s FIBO, ki je dejstvo, da je naš glavni, naročnik, bom rekla bolj partner že kot naročnik, je posebno, ker so v bistvu ti cikli, pa tako dolgoletno sodelovanje, je že na kolegialni ravni, ni več toliko naročnik, izvajalec, se mi zdi. Kot zanimivost, recimo so par let nazaj v Mariboru organizirali team building, ekipa FIBE, so pač rekli, da bi radi prišli sem, pa so prišli si tudi k nam v pisarno. Se mi zdi, da ti tudi včasih ta majhnost, ko se mogoče bojiš, da bom dovolj velik, ker dejansko so naši, bom rekla, 3 konkurenti v tujini, ki pač delajo to, kar mi delamo na tak način, pa se vidiš, da ne rabiš biti mogoče, zdaj prestrašeni prava beseda, ampak da to, kar delamo, znamo res že delati, da smo se tudi skupaj naučili za FIBO, tudi v ta sistem organizacije v 4 državah, so v bistvu prvič z nami naredili 2015, ker so šli po vzoru nogometa. Ja. Pa se mi zdi, da je ta odnos, to zaupanje nam dosti pomeni. Tudi sodelavcem se mi zdi, da dosti pomeni, že vejo, kdo je zakaj odgovoren na FIBI, pa res imaš željo, da vedno dobro oddelaš, in na koncu si zadovoljen ravno zaradi tega. Super. Kako številčna ta ekipa zdaj, ko govoriva o zadrgi, pa na drugi strani s kako številčno ekipo recimo vi delate na FIBI? V bistvu na zadrgi nas je trenutno 12, ampak bom rekla, da v času Eurobasketa imamo nekje 8 do 10 dodatnih sodelavcev zunanjih, s katerimi vedno sodelujemo, tako da okoli 20 je nekje ekipa. V času, tem ciklu, ko ga imamo, ni celotna ekipa, jasno, imamo tudi druge naročnike, ampak kar velik del ekipe je predan FIBI. Zdaj za moške je ta cikl 3 leta, že delaš na prvenstvu, za 29, recimo smo že zdaj začeli za določene stvari delati. Strani FIBE pa v bistvu bi rekla, da je okvirno 5 ljudi na FIBI, ki je glavni kontakt. Jaz sem v bistvu kot direktorica projektov tisti 1-na-1 kontakt, ampak 5 ljudi, ki skrbi za različna področja, so v tem obdobju konstantno. Za strani organizacijskega odbora pa je vse skupaj potem približno 20 ljudi, ki je še dodatnih vključenih. Tako da ampak ti odnosi so zelo lepo urejeni. Se mi zdi, da je to res funkcionira tako mora, da vsak ve, zakaj je odgovoren, je cenjen, neko zaupanje se je zgradilo čez leta. Tudi tam je torej dokaj stalna ekipa, čeprav razumem. Stalna ekipa, stalna. Redko kdaj se, bom rekla, res menja. Kdo, bom rekla, tudi pri nas se mi zdi, da jedro ekipe je od začetka. Tako da smo skupaj se učili, pa skupaj razvijali. Tako da tudi ta kreativni del, od kreativnega dela do DTP, izvedbenega dela, do vodje projektov, digitala, vsi že vemo približno, pa skozi gledaš, kaj bi lahko boljše, tako da ni nam dolg čas. Verjamem. To še morava pojasniti. Vi ste skrbniki vizualne podobe, ali kako ti boš znala to boljše povedati. Ni pa nujno, da ta podoba, s katero vi upravljate na prvenstvu, da je to vaše avtorsko delo. Letos je tako, to je verjetno še posebej dober občutek, to se pravi, vi ste vse zasnovali, vse, kar mi vidimo, je vaše delo in tudi skrbite za to. Delate pa seveda lahko tudi s podobo nekega drugega avtorja, druge agencije. Kako to poteka? V bistvu ima FIBA sistem, da kot dolgoletnega partnerja nas angažira za izvedben del, tako da od v bistvu 2015 dalje vsa prvenstva, moška in ženska, in pa v bistvu njihove ligaška prvenstva tudi, izvedben mi delamo. Za podobo, konkretno za Eurobasket, pa vsakič naredijo razpis, na katerega smo povabljeni, ponavadi nekje 5 do 8, odvisno kako leto je, agenciji odda svoj predlog in ga predstavi organizatorjem, torej gostiteljem. In gostitelji v bistvu zberajo podobo.
Tako da mogoče ta del je najbolj tak tekmovalne narave. Meni se zdi super sistem, čeprav nismo vedno zadovoljni. Bom rekla, po večini, velikokrat je naša podoba, včasih pa tudi ni. In ta del pustijo odprt ravno zato, ker z enega vidika tudi ne bi bilo fajn, da bi vedno ista agencija, tudi z kreativne strani se mi zdi, da te malo motivira bolj, če veš, da tekmuješ kakorkoli. Izvedben del, torej od trenutka, ko pa je zbrana podoba, je pa v bistvu vsaka datoteka v naših rokah, torej nastane tukaj v Mariboru. Tako da ja, za 2025 moram reči, da že ko smo jo predstavljali, mislim, da se mi je prvič zgodilo, da sem imela tak občutek, da to bo to. Ja. Dejan, mislim, da je tudi že po WhatsAppu dobival sproti neke message, ker to pač predstaviš vsem gostiteljem, pa Fibi. Pač včasih se ti poklopi, da pač vidiš, da je nekaj posebnega, in tudi zdaj moram reči, da sem tudi na lokacijah se vidi, da deluje zadeva tako, kako mora delovati. No. Pričakuje FIBA tu recimo neko stalnico, neke minimalne nagradne evolucijo ali revolucijo vsakič, ko govoriva o dizajnu recimo? Jaz mislim, da si vsakič želi nekaj novega. Košarka bi jaz rekla na splošno FIBA kot organizacija je nekje, tako se tretira na drugem mestu za nogometom, tako da imam občutek, da karkoli nogomet naredi, pogledajo in pol se primerjajo, smo mi tu ali nismo, ali smo boljši. Dejansko pa ta kreativni del bolj mi pušamo, bi oni bolj na varno stran se postavili. Bom rekla, da tukaj niso rabili dosti, da jih prepričujemo, ampak dejstvo je, da je bilo malo bolj kako naj rečem, angleško bi rekla in your face, pa malo bolj tak drzno, kot so do zdaj imeli. Tako da, ja, eno z drugim gre. Mislim, včasih rekla, tudi vidimo predloge drugih agencij, pa meni je ta del najljubši. Ta kreativni proces nastajanja podobe je zelo kompleksen. Mislim, da se mogoče to ne zaveda nekdo, ki je izven te branže, na koliko različnih aplikacij moraš razmišljati, ker dejansko dizajn, logotip, pa te mi rečemo sekundarna podoba, ne bom nekaj vsak lahko kreira, ampak agencije, ki se s tem ukvarjajo, bodo znale to narediti. Jaz mislim, da je mogoče naša prednost, pa še teh 2-3 agencij, ki se s tem ukvarja. Ki so iz drugih držav. Ki so iz drugih držav, da razumeš kompleksnost tega, kako se bo nekaj pojavilo na televiziji, kako se bo na tiskanju, kako bo dvorana zaživela. Ne vem, mi sodelujemo, vsako leto gremo v Kopenhagen k Junkersu, ki dela parkete, pa smo del procesa, kako bo barva prav prišla ven. Pač dosti materialov je, ki se kreirajo, da ne govorimo o digitalnih teh vseh zaslonih, ki se zdaj vidijo, zastave, kako bodo zastave znotraj tega koncepta delovale, kako bodo sponzorji izpostavljeni. Pač en kup stvari je, ko podoba mora imeti dovolj široko grafično paleto, mi rečemo, da ste kratek, vreča elementov mora biti dovolj velika, da lahko ti 3 leta produciraš različne, pa da ti ni dolg čas, da ni že potem nekaj, ko pogledaš, je vsaka stvar ista. Na eni strani, po drugi strani pa se mi zdi, da mora biti zapomljivo, moraš se ta čustva, ki se na športnem dogodku, ki so na nek način nekomu, ko ni športnik, nejasna, nekomu, ko pa je športnik, pa ima rad šport, da jih potem za to blagovno znamko povežeš. Pač to je, cilj je, da si bo nekdo zapomnil, ne vem, 2017, verjamem, da se marsikdo, kar je bila tudi naša podoba, v bistvu tisto uspešno leto na več področjih. Ja, res. Tako verjamem tudi letos, da je zapomljiva podoba, da si boš zapomnil tiste občutke, ko je bilo to prvenstvo z blagovno znamko. To je pač naš namen, naš cilj, no? Pri tem, kako in ustvarjaš podobo in pa kako jo potem apliciraš. Torej, tudi če ni naša podoba, mi v bistvu v fazi, ko se zaključi osnovni CGP priročnik, torej podobo ti predajo, se komaj začne proces ustvarjanja različnih aplikacij, da vidiš, kako bo ta podoba zaživela. Sigurno je bolj fajn za svojo podobo delati, ampak na nek način je pa izziv mogoče še večji, če dobiš nekaj, kar nisi ti,
Pa po eni strani potem tudi sodelujemo z agencijami. Meni je takrat v interesu, da je agencija tudi zadovoljna s tem, kar vidi, da je bila to vizija. Zelo spoštujem ta kreativni proces umetnikov, ki to naredijo, in se mi zdi, da potem tudi pri izvedbenem delu je pomembno, da zdi se mi, da moraš upoštevati tudi, da je njihova vizija, ker si ti v roke dobil nekaj, kar bo res šlo po celem svetu, na tak način predstaviš, kot so si oni mogoče zamislili. Govoriš, sva dobite priročnik CGP, ampak ste še potem na liniji verjetno z njihovimi oblikovalci, avtorji? Do trenutka, ko v bistvu mi zapečatimo na nek način potem podobo, ker v tisti fazi pa smo mi odgovorni, da vsem gostiteljem, torej potem vse zveze oziroma gostitelji dobijo vse materiale od nas, torej od njihovega korporativnih materialov, do njihovih promocijskih materialov, do kak bodo mesto, recimo do prvenstva okrasili, do merchandisinga, torej da vse, kar bo šlo v prodajo. Pri maskotah, dobro, letos je tudi maskota naša, tako da letos se je vse poklopilo, moram reči. Tako da vse te stvari v bistvu potem izhajajo od nas ob potrditvi FIBE. V bistvu imamo taki proces že res ustaljen, ampak res gre vse tudi skozi roke FIBE. Tu so zelo involvirani v vsaki detajl. Zapomljivost praviš, a se tudi meri, na kakršenkoli način ta učinek, ki ga recimo nenazadnje brand doseže potem, ali pa pač podoba pri gledalcih, pri tej navijaški skupnosti, recimo, verjetno se to da na nek način. Mislim, v bistvu je to, kar dosti vložijo v ta ekonomski učinek, tudi naredijo raziskave, zdaj točnih številk ne vem, ampak vem pa, da v bistvu vsako prvenstvo, torej gostitelj, ima načeloma zelo pozitiven učinek, ki jasno je odvisno od večjih faktorjev, kakšen je ta učinek, ampak načeloma eno z drugim deluje bolj, ko delaš in vlagaš blagovno znamko, kar pač je vizualna podoba, bolj je prepoznavno, večja, tudi bom rekla, največ se pozna v današnjem svetu, največ je kar pomemben faktor, kak igralci doživijo, ker posredno igralci danes ogromno preko social media objavljajo iz garderobe, iz hotela, iz hodnikov, in nekdo, ko to spremlja, bo tudi videl, da je tega v bistvu tako, oni rečejo player experience, izredno pomemben, ker se prenese na publiko in publika pol doživi ta čustva, kupuje več merchandisinga, pardon za angleške izraze, samo težko najdemo nekaj slovenske za določene stvari. Tako da te stvari so zelo se povežejo. Tudi bom rekla, recimo, koliko potem gostitelj pripravljen v mestih vložiti v fanzono, recimo, zagotovo ti kot gledalcu več pomeni, če vidiš, da si prišel na svoj dogodek, kot da bi bil na enem izmed. Tako da mislim, da je ta učinek zelo pomemben. In pa seveda to, kar gre preko televizije v svet. Zelo pomembno, pa zelo taka zanimivost je ta, oziroma bom rekla izziv pri podobah in kakih pol izvedeš, je to, da imaš 4 gostitelje, in ti si želiš, da recimo, ko preko televizije gledaš prvenstvo, imaš občutek, da kaj gledaš, da si na enem. Istočasno ima pa vsak gostitelj rad za sebe, da se počuti, da ima nekaj svojega. Tako da v vseh podobah so razlike. Zdaj pa kako se lotiš tega, da to ustvariš, je drugo, ampak želja je, da res eno prvenstvo, ampak čutiš, vsak, ki gosti, to si želi čutiti nekaj posebnega, da je tudi vizualna podoba kreirana na ta način, da se prepozna. Letos smo to z ilustracijami, kar bom rekla, največji poudarek na to naredili, da so v bistvu njihovi stadioni so v 3D ilustraciji kot krovni del vsakega gostitelja, različne mestne znamenitosti so spremenjene v košarkarske objekte in tak način
ker tudi oni potem bistveno raje uporabljajo to podobo. Zdaj pa FIBI na koncu je pa v interesu, da vsak gostitelj čim več vloži, ker je to na koncu za njih najbolj pomembno. Pa se verjetno neke osnovne smernice FIBA da, ne? Ja. Neki minimumi so že verjetno, tako da super. Odlično. Čeprav razumem, zdaj družabna omrežja, družbena omrežja, taki tudi ogromno generira potem posredno, če se torej igralci dobro počutijo, če oni to začutijo preko svojih sledilcev v bistvu, tako da tu se nekako krog sklene. Pa vedno bolj se to pozna, pač da ni več kotička nikjer, kjer nisi opažen. Tako da z vseh vidikov, pač z našega vidika je mogoče ta tisti, ko te malo dela nervozno, ker v bistvu naša naloga je, da to, torej 2 leti prej se začne, da hodimo na site vizite, kot se jim reče, torej vsak predstavnik za vsako področje od FIBE si pogleda dvorano, pogleda hotele, dobi se z organizacijskim odborom, ampak predvsem, kar se tiče dvoran, hotelov, ti vsak kotiček pogledaš, zmeriš, določiš, kje bo kaj. Tako da v bistvu mi določimo, kaj se bo brendiralo po dvorani. In bom rekla, zdaj v današnjem času je mogoče še več tega brandinga, ker ni več kotička, ki se nekjer ne pojavi. Tako da z tega vidika je fajn. Je pa res, da tudi meni je užitek, ne vem, konkretno danes zjutraj, mislim, da sem Košarkarsko zvezo Srbije videla, so objavljali in so se v bistvu košarkaši pred temi, ali je pred sloganom, ali je z maskoto objavljali, torej ko so svoje filmčke snemali. Ti je fajn, ker lahko bi se pred prazno steno postavil, pa se ne, nekako vseeno doživi, da so vse te stvari tam za njih. In se mi zdi, da je tak nekako krog sklenjen s tem. Super. Ko vi, malo se še samo vračam nazaj, ko vi to idejno zasnovo predstavite, takrat verjetno še ni vse do konca izdelano, v bistvu celotna podoba. To je zasnova, ko se glasuje. Ni celotno, je pa res, da mogoče to naša prednost, da ker vemo, kaj vse se bo moralo narediti, torej kakšne so, ponavadi mi že predvidimo v prezentaciji, bolj ali manj, mislim, prikažemo, pa zdi se mi pomembno prikazati, kako bo podoba delovala, in tudi se mi zdi to fair z enega vidika, ker kakorkoli ti lahko v prezentaciji 5, 6, 7 strani prikažeš logo, pa kakšne stvari, pa se ti zdi super. Če pa res poznaš projekt, pa veš, da mogoče ne bo dovolj dinamična, dovolj barvita, ne boš vedel, da mogoče določene barve v tisku ne bodo prišle tako v redu, ko bodo potem na kameri in tako dalje. Tako da načeloma se mi lotimo tega, tako da res celostno predstavimo, mogoče malo več kot drugi, oziroma bom rekla, da se tu največja razlika vidi z agencijami, ki to delamo, bolj dolgoročno, torej tudi izvedben del, ki je zelo pomemben, da razumeš, kako mora biti, in večina gostiteljev, ki so to zdaj že delajo večkrat in so izkušeni, to prepoznajo. Pa tudi bom rekla za nas, včasih se mi zdi, da ustvarjamo, ker povabljeni smo skoraj vedno na te razpise. Tokom ustvarjanja se mi zdi, da že sam pri sebi nekako narediš ta test, ali deluje ali ne, pa včasih reči, vse deluje, ampak veš pa zadaj, da mogoče ni še optimalno, tako da ta proces je včasih kar mučen, ampak ponavadi na koncu pridemo do prave rešitve. Naš art direktor vedno reče, dostikrat reče, v bistvu glih včeraj je rekel, ne, da on mora zdaj to delati, zato da ima prvih nekaj, ki jih zavrže, da pride potem do tistega, pač je taki neki proces, ja. Tako da. Se vam zdi, da boste, ne vem, omenjaš objekte, mestne znamenitosti, ki jih date potem v podobo košarkarskih, recimo, igrišč. Se vam zdi, da boste kdaj brez idej, recimo, ne vem, vas je kdaj strah mogoče? Kaj bo zdaj za naslednjo? Kaj bomo zdaj snovali? Mene je včasih, ko pride novi, pa bom rekla tudi tale moj kontakt iz FIBE, recimo zdaj konkretno za
to podobo, je rekla, Žana, to ne bomo več tako dobro imeli, tako ne more biti, pač res je bila zelo iskrena, tem se ga bomo, pa vedno je, mislim, ni to matematika, pa tudi to, kar delamo, ne smeš preveč resno imati z vidika, pač je to bolj kreativni segment, pa ne bo ti vedno ratalo, no? Mislim, ne bo vedno prišlo in to se moraš zavedati, zdi se mi, da se tega ne smeš bati, da moraš imeti dovolj časa, da lahko dovolj idej zavržeš, da prideš za ta pravi, ampak dejstvo je, da včasih kdo drug pride z neko idejo, dostikrat se ideja porodi čist tak iz neke banalne stvari, pa potem ena stvar pripelje do druge, pa se ti poklopijo, pa se ti barva poklopi, pa imaš slogan, pač dosti je tudi, bom rekla, na tej zgodbi, na komunikacijskem vidiku, kaj želi določeno prvenstvo sporočati, kaki feeling. Tako da, mislim, gotovo je strah, ampak ni strah z vidika nekega poraza na ta način, ampak bolj si želiš, vedno si želiš. Jaz mislim, da vse nas, ki delamo, po moje lahko to kar za celo ekipo, ki dela na tem, res ti je prijetno v službo hoditi pa delati nekaj, kar na koncu si s tem zadovoljen, pa drugi to prepoznajo, pa sploh, ko je povezano s športom, večina nas smo, kako naj rečem, na nek način povezani s športom, ali pa se tudi agencija skozi leta definitivno bolj v to smer usmerila, pa zdi se mi, da smo tudi tu pač uspešni, ker nam je to fajn delati, pa se na to spoznamo, no. Se ti zdi kdaj, recimo, da to je pač ta vizualizacija, pa ta podoba, kako to človek dojema, to je zelo subjektivno, si mislim. Sigurno. Se ti zdi kdaj na kakem prvenstvu, da je mogoče bil downgrade, neko mogoče korak nazaj, kot je bil že v preteklosti, kdaj, ker razumem, da to ni to premica, ki se nenehno spenja, ampak da pač verjetno se giba, na dolgi rok pa seveda raste, verjetno, ne? Ampak da ima neka nihanja. Ne? V bistvu bi rekla, da mogoče nam zdaj izpostavljala, ampak je bilo eno leto, ko na tem izboru se mi je zdelo zelo objektivno, da smo imeli daleč na boljšo rešitev. Ne, res dosti smo dali v ilustracije, pa Zdelo se mi je zelo dobra rešitev, je bila to res lahko rečem. Bila pa je izbrana rešitev, ki je bila izključno, bom rekla, ni bila izbrana, bila je izbrana, ker je bila zveza zelo močna in se določena oseba na zvezi je želela zaradi logotipa, ki je bil čisto korektno, ampak podoba prvenstva je bistveno več kot samo logotip in takrat mi je res tudi sem mogoče malo bila pa do FIBE, da ne bi smeli dovoliti, zato ker mi smo pa vseeno izvedbo delali in smo marsikaj morali dodatno razvijati, pa ne, da je bil to problem. Na nek način mi je bilo to zadoščenje, ker mi je dalo vedeti, da sem bila prav, da sem imela prav, da ni bila pravilna. Samo je pa zanimivo to, da takrat smo v bistvu to sva z Dejanom tako imela malo pogovor, da Dejan rekel, to podobo bomo dali v predal, ta bo še enkrat prišla, ker je bila res tako dobra, mislim, dobre aspekte je imela in je prišla na dan in v bistvu delno so te ilustracije, ki so v letošnji podobi, takrat sicer za druge gostitelje, so bile druge ilustracije, ampak zdelo se mi je, da smo tako neki miks z ilustracijami, grafikami, letos pa v bistvu tudi ta barvna paleta je kar drugačna od vsega, kar je bilo zdaj in se je poklopilo. Tako da se je obrestovalo, kako naj rečem, nekaj, kar je mogoče takrat bilo kar kislo, se je obrnilo na to, da smo v bistvu na podlagi te letošnje podobe so nam dodelili, da izvedbo World Cupa naslednjo leto v Berlinu, ker so v bistvu rekli, da je bil tak presežek. Pač dober vtis je naredila ta podoba, kak je bila tudi izvedena. Včasih se mi zdi tudi izvedbo imamo vedno na nivoju, ki je potreben, ampak ne zaživi vsaka vizualna podoba na enak način.
Kar je pač odvisno od podobe same, seveda. Ja, tak, da, ja. Okay. Dobro, tu govoriš, tu je bilo mogoče nek vpliv, pa mogoče pa ne zloraba, ampak kakorkoli. Se vam zdi, da vas kdaj, se ti pa zdi, da vas kdaj mogoče ne razumejo še, da niso, veš, vi dostavite nekaj, kar pa mogoče ni sprejeto, zato ker ste vi že toliko naprej? Ali? Pa ne bi to tako rekla. Jaz mislim, da marsikdaj gostitelji imajo organizacijski odbor, pa ni nujno, da je vsak, ki je v organizacijskem odboru, to so večinoma ljudje iz zveze, ki so, pač eni so bolj usposobljeni mogoče za ta del, eni manj, kar je čisto normalno. V bistvu se pa odločajo za stvar, ki ni nujno, da vedno razume dolgoročno, kako bo se vizualna podoba potem realno realizirala. Zdaj, FIBA sigurno vpliva malo na to, tudi pove svoje smernice, kaj morajo gledati in tako dalje. Ampak dosti tega je dejansko subjektivnega na tisti prezentaciji. Nekaj te mora potegniti. Pač nekaj mora biti, ali včasih je mogoče to slogan, včasih je logotip, nekaj te mora potegniti, da se ti zdi, da res si želim s tem delati. Ker jasno je, da vsak gostitelj bo s tem potem upravljal. To bo njegov brand za naslednje 2 leti, 3 leta. Kako pomembni so sponzorji, partnerji? Vi večkrat si že imela vključiti, jih morate, seveda so to kdaj izzivi, recimo, ker seveda tam pa zdaj so spet neke druge podobe, ki jih vi morate vključiti. Ne? Mislim, sponzorji, partnerji so en segment, na katerega moramo misliti, oziroma ko pri izvedbenem delu je kar specifika, kak sponzorje prikazati. V bistvu smo pri nas tudi, so nas angažirali iz FIBE HQ-a, da smo naredili test vseh tehle backdropov za tiskovne konference, za mix zono, za flash intervjuje, tako da smo v bistvu pri nas testirali višine, kako mora biti kamera, da se optimalno vidijo, kako se sekvence postavijo. Je bila kar, mislim, tudi za nas zanimiva študija, da vidiš, kako pride do maksimalne izpostavljenosti, jasno, sponzorjev, ki so zelo pomemben del vsega skupaj. Tako da ta del je pomemben, moraš se spoznati, mislim, moraš vedeti, tudi to je en del, kjer imamo kar veliko dela na samih lokacijah, da preverimo dejansko, da so vse višine, tako kako mora, to govorimo o centimetrih. Da je matematika v kreativi. To je kar matematika, ja, ta del je čista matematika. Ne? In tudi naša ekipa izvedbena so v tem res že tako podučeni, da točno vejo, kako mora priti. Tu dejansko na tem delu ne sme priti do napak. No? Tako da to je ena stvar, druga pa je tudi, ki pa je malo bolj kreativno, sodelujemo tudi z Moltenom, kar je kar dolgi, torej z proizvajalcem žog, ker je ta proces dizajna na žogah kar specifičen. Tako da ta del je pa bolj kreativen, pa bom rekla, mislim, meni je super, tudi to z igrišči, no, je tak zanimiv proces, je, ko v bistvu oddaš podobo, pa potem vidiš, kako bo na nekem čist drugem produkcijskem načinu prišla, zaživela, na kaj moraš paziti, kaj se v bistvu tudi pri grafikah, kak jih pripravljaš, zelo tehnično. Del, bom rekla, pol del našega dela je kreativen, polovica našega dela je pa zelo tehnično izvedben, ki mora biti res v nulo narejen, da potem te stvari funkcionirajo. To še, mogoče o teh podobah, imajo te podobe še kako življenje, po življenju, recimo, ne vem, kaj se zgodi po koncu prvenstva? Zanimivo je, da si kar nekaj tekmovalcev nese te v bistvu razne transparente, kar jaz ne vem točno kako, ampak na ta način pa marsikdaj, ne vem, se zgodi, da še pustijo gostitelji v določeni dvorani te transparente, ker je pač jim je spomin na nekaj, tako da se zna zgodi, da pridemo, ne vem, smo bili v Nišu v dvorani leta kasneje, pa je še vedno bilo tam, tako da ja, ima nek dolgoročen... Tako da vi ne radite vsega odstranjevati. Ja, ne, ta del ni naš. Nekaj gre tudi za spomine in skratka ostane organizatorjem, tako da
Da, seveda samo o FIBI, o Eurobasketu, o tem vašem delu govorijo, se še kaj druga delate v bistvu, ali še ostane zdaj, časih ste delali več, seveda drugega si predstavljam, dokaj še ni do tega. Mislim, ostane, bom pa rekla, da so to res projekti, ki jih delamo zaradi dobrih partnerskih odnosov, ko imamo super naročnike, ne prijavljamo se v bistvu več na razpise, tako bom rekla v Sloveniji, včasih smo te večje, ampak dejansko niti nimamo. Zdi se mi, da to je mogoče moja pač osebno, ne vem, če je to prav ali ne, ampak zdi se mi boljše delati nekaj, kar veš, da obvladaš, pa se tega držiš, pa se v tem izpopolnjuješ, kot da probaš na široko vse, pa niti ni zadovoljstvo. To, tako da s temi, ko delamo prvič, ker bom rekla zato, ker se razumejo kot sogovorniki na to, kar delajo, ker si želijo z nami delati. Tako da vsako leto imamo, ne vem, tale Red Bull recimo je bil konkretno Dejanu tudi kar velik izziv, si je želel to delati, Fluktak, ki je bil v Mariboru. Tako da vedno je nekaj takega, kar vzamemo oziroma se prijavimo, pa je fajn delati, ampak jedro je zagotovo FIBA, kot rečeno, ker smo tudi njihova in-house, hišna agencija. Tako da, ne vem, delamo tudi za FIBO headquarters, njihove vse te publikacije, ne vem, 90 let FIBE, recimo te kongresne, General Assembly, vse žrebe, ki se odvijajo na različnih prvenstvih, ki jih imajo. Tako da, v bistvu je zelo večplastna. Eurobasket je pa kot neke vrste projekt, ki je naš od začetka in je kot flagship event FIBE Europe, v bistvu, za katerega delamo. Super. Tako sansko se sliši, ne? Bi si zdaj znala predstavljati, da delaš kaj druga, recimo? Težko, znala predstavljati. Ne vem, če bi. Meni je res fajn delati to, kar delam. V bistvu delno, jaz izhajam iz komunikacije, torej v Ameriki sem študirala strategic PR, tako da mi je ta komunikologija zanimiva, združena z oglaševanjem, pa športom, se mi zdi, da meni osebno res to najboljše, kar delamo, ampak to je tako, lahko bi mogoče tudi v kakšni drugi agenciji, pa mi ne bi bilo tako fajn. Dejstvo je, da imamo tako posebno vzdušje na zadrgi, da so delavci, ne bom rekla, da so prijatelji z vidika, ker jaz vsaj tukaj rada imam distanco, se mi zdi, da Dejan je bolj tak, da se je zelo blizu, ampak zdaj skozi leta tudi ta distanca pač zelo rada imam svoje sodelavce, verjamem, da imamo obdobja, ki so stresna, pa se tudi skregaš, ampak na koncu dneva šteje to, da ti je prijetno priti v službo, meni vsaj. Tako da mogoče bi delala kaj drugega, če bi imela tak občutek v službi, kot ga imam, pa bi mi bilo fajn, zdaj si pač ne znam predstavljati, zdi se mi, da to ekipo, ki imamo na zadrgi, je res najboljša, kar je. Tako da, če bi to tako ostalo, bi bilo vse super. Kako sploh izgleda en dan, recimo, v tak kreativnem okolju, si predstavljam? Verjetno noben dan ni enak? Ali? Ne, ni enak. Pa tudi v službo ne pridejo vsi enako dobre volje. Dobro, to je posod. Pač odvisno je. Pri nas je res odvisno, v kakem obdobju smo zasedenosti. No, zdaj bom rekla, zadnja 2 meseca sta sigurno stresna, pa je mogoče malo na višjem nivoju, čeprav se mi zdi, da z leti je tega stresa manj, ali pa ga znamo malo boljše prenašati. Ne. Verjetno je tudi najna dinamika z Dejanom v službi, ni za vsakega, no. Tako da je to neka taka posebnost, ampak dejansko kreativno imamo dovolj dela, da ni dolg čas, tako da v bistvu odvisno v kateri fazi projekta smo, ali v tisti začetni planiranja, pa je mogoče malo večkrat, da greš tudi kam drugam, pa si naročiš pivo 2, pa se pogovarjaš, pa na ta je tudi pomemben je ta cikl, da ni skozi isti tempo. Ne? Zdaj bom rekla, zdaj na koncu je bolj ta izvedben tempo, ki
moraš biti natančen, moraš biti zbran, ni delovnik, se ne konča ob 4-5, skozi smo na WhatsApp, ampak to je ravno to, mislim, so vsi navajeni tega, da moraš nekomu reči, da pa to moraš tako, ali pa pač vsak sam pri sebi ve, kaj je njegova odgovornost, pa meni se res zdi, da nobenemu ni vse eno. Pač tudi, ko imamo to za WhatsApp skupino, ker je treba, ker smo pač eni na lokacijah, eni tu, so skozi vsi angažirani, skozi so komentarji, kaj pa to, kako je ono, kaj pa, mislim, tak... Da vidiš, da res... Ja, da je, to je zdaj ta čas, zdaj po prvenstvu teden, 2, zagotovo bo malo bolj na easy. Okay. Pol pa se začne... Čisto, ali... Mislim, kako kdo, no, seveda, ker imamo tudi zdaj druge naročnike, pa imamo še druge projekte, ki smo si jih v bistvu tako splanirali, da se zdaj lahko nečemu drugemu tudi posvetimo, tako da ni, mogoče ta izvedben del je trenutno, bo zdaj po prvenstvu imel malo bolj na off, tudi realno si tudi počitnice tako planiramo, da marsikdo ni imel počitnic glih poletnih, pa gre zdaj. Tako da se to nekako skombiniramo. Ampak se pravim, zdi se mi, da so res na firmi ljudje, ki jim je to fajn dela, da se dobro počutijo. Upam, da večino časa se tudi jaz se res tu dobro počutim. Tako da je zelo v fazah, se mi zdi, deluje. Imate za vse to zdaj že procese popisane? Imate nek priročnik za sebe? Ne, to priročnika glih nimamo, ampak lahko bi imeli, marsikdaj se hecamo, ne, da nekaj ni bilo po brandbooku narejeno, to imamo že, ampak ja, smo, bom rekla, kar utečeni. No. Tudi pravim, naše delo, to se je mogoče v času korone najbolj poznalo, ni individualno, ampak je res ekipno. Tako da tudi ta interakcija 1 na 1, da se vidiš, da spiješ tisto kavo, da vidiš, kaj nekdo dela, da se pogovarjaš, da se skregaš, se mi zdi zelo pomembno. Pač pri nas ne znam si predstavljati, da bi funkcioniralo, če ne bi bili toliko povezani, kot smo. To dinamiko vajeno si omenila, ne? Kak izziv je recimo to za par? Biti skupaj, seveda skoraj 24 ur na dan, oziroma zdaj ko pa nekoga ni, pa 24 ur ne. Tako da, to je po moje tudi za družinsko dinamiko nek izziv, pa tak me zanima, no tudi sicer v službi. Mislim, v službi, dobro, to bi nekdo drug bil boljši sogovornik. Ja, ampak kaj ti vidiš, recimo, mislim, jaz vidim, da dobro, tudi midva sva zdaj te projekte 15 let delava, dobro, Dejan je že prej, to sem jaz bolj se priključila. Se mi zdi, da sva se midva naučila, oziroma tudi vsak pri sebi videl, v čem je dober, pa v čem ni tak dober. In pač Dejan je glava vsega, to je dejstvo in mu tudi sledimo, tudi jaz in sem mu za to hvaležna, ker ne znam si predstavljati, kdo bi vse te strune tako skupaj potegnil kot on, po mojega ni človeka, no. Kar pa je po drugi strani lahko problem, ker mogoče si on preveč na sebe včasih stvari, pa ga zmanjka, pač neki točki te zmanjka, mogoče za vse ostalo, ampak bom rekla, mava tudi že hčerki sta 16 pa 19, pa obe sta tudi športnici, pa to spremljata. Mogoče bom bolj na športni vidik dala, da smo se vsi nekako navadili na ta tempo, pa na koncu dneva mislim, da ker nam je fajn, pa ker smo relativno uspešni v tem, kar delamo, se mi zdi, da na koncu ti je tudi kot par zadovoljstvo. Dejstvo je, da se midva zagotovo v službi več pogovarjava kot mogoče ali dobro, ali bi se nekdo drug. Je pa res, da tako, kako je bilo prej vprašanje, meni je pa tudi Dejano, je toliko fajn to delati, da v bistvu to ni zdaj samo služba, ampak je način življenja, je nekaj, kar nama je obema zanimivo, tako da dejansko z vidika tega, da se imaš vedno kaj za pogovarjati, je fajn, ni pa fajn, ko je stresno ali pa mogoče tudi včasih se zvečer se spičiš za nekaj že naslednjo jutro, pa prideš v službo, pa
jaz čutim včasih, da to mogoče preneseš neko slabo voljo, ampak se mi pa zdi, da so tudi drugi že na to navajeni, tako da hitro postane hecno. No. Zaenkrat. Hitro postane hecno. Super, da uspete to tako obrniti. Jaz sva kar izčrpna, tako da kaj tebe recimo najbolj osebno motivira pri delu še vedno? Praviš, ne vem, všeč mi to, recimo, da ste športniki, sicer tudi ti si bila sama, mogoče to še omeniva na tej točki, tenisačica profesionalna v preteklosti, študirala potem tudi v Ameriki, malo verjetno povezano s športom. Tudi. V bistvu sem na teniški, mislim na športni štipendijo sem šla v Ameriko. Pa, ja, mislim, da ti vedno ostane ta tekmovalni duh. Zdi se mi, da delo v agenciji je na nek način tudi tekmovalno, čeprav bom iskreno zdaj z leti mi ta del tekmovalni mogoče niti ni toliko, kot mi je fajn mi je delati na projektih, ki so povezani s športom. To je sigurno, v bistvu me ta športna energija mi bo vedno fajn, tudi bom rekla, osebno smo obe hčerki sta športnici, pa spremljamo njune športe, tako da je dolgoročno se mi zdi, dokler lahko delaš nekaj, da vidiš, da pustiš pečat, zdi se mi, da ga tukaj pustimo. Meni je všeč ta del, da je zelo mednarodno, torej spoznaš različne kulture, različne načine dela z temi gostitelji. Pa tudi na FIBE, bom rekla, so iz vseh vetrov ljudje. Čeprav mi je vedno teže iti, mogoče mi ni več tako fajn potovati, kot mi je včasih bilo. Sploh letos smo imeli 8 lokacij, ker je bilo še žensko prvenstvo, tako da 8 držav po večkrat, kar moraš iti. Se mi pa zdi, da te najbolj to nahrani. Ta nek greš, pa spoznaš nekaj drugega, pa drugo osebo, pa drugo kulturo, pa ta del me motivira za naprej, da se veselim novih gostiteljev, novih takih izzivov. Si tudi navijačica, verjetno? Je to bolj obstrani? Ne, sem navijačica. Na lokaciji ne smemo biti, se pravim, v FIBI so iz res vseh možnih držav, tako da zdaj to ne bi bilo glih primerno, ampak jasno, pač želiš si najboljše za svoje, to je jasno, tako da spremljam to našo zgodbo, želim jim najboljše, vedno je lepo svoje videti, tako vsakemu. Bom pa rekla, da je tudi ta del zanimiv, ko od 2015 spremljaš te ekipe, ki se jasno se menjavajo, ampak v večini ekip so ali trenerji isti, pa vidiš mogoče tudi njihove vzpone, padce, razne podvige, pa igralce, ki so bili, pa so se mogoče poškodovali, pa so se vrnili, pa ker si v tem noter spremljaš mogoče bolj te zgodbe tudi drugih ekip, pa drugih igralcev, drugih izzivov. Ne nazadnje tudi v današnjem času imaš super zvezdnike, ki so potem na tem Eurobasketu, pa ti je na nek način privilegij, da jih vidiš v zakulisju, kako dihajo, kako reagirajo, te stvari. To mi je zelo zanimivo, no. Na tem mestu svoje vprašanje, tenis sva imela, hčeri smučata in igrata odbojko. Mislim, ena igra odbojko. Če bi lahko šla v zakulisje katerega koli športnega dogodka na svetu, tako res drobal je, mogoče tako dobro, kot poznaš zdaj košarkarska prvenstva, kaj bi to bilo? Pa ne vem, to je tako težko reči. Gotovo bi mi bilo nogomet, torej kaki World Cup, ali pa bi mi bilo z vidika naboja, ki ga ima nogomet, ki je res neverjetno z vidika športa, mobilize, ali kako naj rečem. Res mobilizira množice, premakne. To mi je neverjetno, kot takrat dihajo države, vse, to mi je fascinantno, tako da zagotovo bi mi to bilo. Sem pa zdaj tudi, bom rekla, kak Wimbledon bi mi bil fajn iti, Sinner, zdaj ga spremljam, tako mi je dobro, ne vem, on mi je res dober, pa ta rivalstvo, ki ga imate s Carlosom, se mi zdi, da se, pa Novak, lepe zgodbe se tudi, pač dobro, tenis mi je blizu, nisem ga vedno gledala, tako da bi rekla, da bi ga skozi spremljala, ne, se mi pa v tem obdobju zdaj zdi, da so take lepe zgodbe tudi v tenisu.
Res je, ja, neka doba se je zdaj malo mogoče zaključila, pa se zdaj že preliva v eno novo dobo, tako da super, ja. Super, mogoče še res malo osebno, samo po sprostitev, po napornih tednih, kaj je to za tebe? Spet šport? Mislim, ni več tako šport, kot je, da imam kužka, zlatega prinašalca, Baluja. In vsi, ki me poznajo, vejo, da je Balu pač zvezda programa pri nas doma. Dejan pravi, da je najprej Balu, pa vsi ostali. Tako da meni je to sprostitev. Posledično tudi Dejanu, ker pač z mano mora na Pohorje in tak. Ampak pa čisto tako, najraje smo doma. Mislim, dobro, hčerka starejša je zdaj v Ljubljano se preselila letos. Ta mlajša je sicer še doma, ampak ker je mlajša smučarka, je tudi ni dosti nič tak veliko poteznega. Se mi zdi, da je najlepši del pač biti doma, pa na kavču, pa se pogovarjati, pa to najlepši del vsega. Ker si Baluja omenila svoje, vsaki bo vašo spletno stran obiskal, ker ste tako res zanimivo predstavljeni. Kar nekaj psov je v vaši ekipi, tudi pridejo v pisarno? Pridejo, včasih se to, da ni najbolj vesel tega segmenta, je bolj tak kreativni oddelek, podpiramo to, ampak se tako, da se včasih je kar pestro. Spremenijo kaj dinamiko. Spremenijo, pol pa par dni ne smejo biti v pisarni. Ampak dobro, gledam, malo prebijajo ta vreda. Meni je super, jaz bi Baluja vsaki dan imela v pisarni. Če se mi zdi, jaz pravim, da je terapevtski kuža. Vsaj meni. Vsi znajo. Meni je. Kakorkomu, ampak pomembno, da je tebi. Pri koncu sva zadnje vprašanje, ki je enako za vse naše goste, kaj je bila najbolj boleča, ampak hkrati tudi najbolj dragocena izkušnja v poslu, recimo, pač mogoče se je v nekem trenutku zdela boleča, mogoče se je zdela napaka, in pa potem se je izkazala za najbolj dragoceno. Pa v bistvu sem mogoče celo na to že odgovorila. Jaz bi rekla, da je tista ena podoba bila tak, da smo bili prepričani, da smo nekaj najboljšega možnega ustvarili in pol si tak padel in se te demotivira, ker dosti vložiš, to je sigurno 4-5 mesecev dela, da predstaviš idejo svojo. In potem potem bom rekla, da zdaj je delček te podobe res za moje pojme najboljši del, ki smo ga do zdaj opravili. Tako da vse se nekako razvije pol, tako kako se mora. Vse dobi smisel v nekem trenutku, tako da super, Žana Vesavljević zadrga, res tudi takšne zgodbe nastajajo v Mariboru, včasih nam je, premalo kdaj vemo, seveda, kaj vse počnete tukaj. Majhne, ampak izjemno močne, neustrašne ekipe, tako kot si tudi v pogovoru rekla, ne smemo se ustrašiti, neverjetno te majhnosti, to je pomembno, tako da, pri koncu prve epizode v novi sezoni smo, hvala vsem za pozornost, verjamem, da ste uživali, ne pozabite se naročiti podcast, nas spremljati, komentirati, predlagati, tudi pokritizirati, če je to potrebno, lahko predlagate tudi kakšnega sogovornika bi si želeli videti v našem studiu, tako da do naslednjič. Hvala Žana. Hvala lepa.